Danes si bomo spet ogledali nekatere meme kriptoprojekte, kako jim kaj gre. Ogledali si bomo Winner AI, Meme Games, Pepe Unchained in pa PlayDoge. In smo pri prvem projektu, to je Winner AI, na spletni strani winnerdog.ai. Ta projekt smo že večkrat obravnavali, gre se za chatbot, oziroma da se popravim, gre se kot za neke vrste CryptoChat GPT. AI bot, ki vam bo pomagal pri trgovanju s kriptom. Kako jim kaj gre? Predprodaja se bo kmalu končala. Tukaj vidimo, še 3 dni imamo do konca predprodaje, zbrali pa so že več kot 8 milijonov dolarjev. Kupi se ga lahko z Ethereumom, USDT-jem ali kreditno kartico, tukaj od spodaj imate pa tudi opcijo z BNB-jem, ampak če se ga kupi z BNB-jem, ga potem ne morete stakati. Na vrhu spletne strani imate tudi povezavo na white paper in na audit, katerega je zelo pomembno, da se prebere in podrobno preuči, če se misli karkoli kaj vlagati v ta projekt. Če imate kakršnokoli težavo, jih lahko kontaktirate preko X-a oziroma bivšega Twitterja in pa Telegrama, ampak tukaj je treba vedno paziti, s kom se ima kontakt, ker se lahko hitro najdejo kakšni goljufi. Če gremo še malo dol po spletni strani, ni nič kaj toliko novega. Zdaj, kot sem rekel, predprodaja se bo kmalu končala in sigurno se vsi sprašujete, kdaj bo claim. Ponavadi to objavijo na svojih socialnih omrežjih in glede na to, da imajo tukaj objavljen Twitter, bodo sigurno tam objavili, kdaj bo na voljo claim. Tukaj, kot vidimo, imajo svoj master plan. Korak 1 je praktično zaključen in se prehaja na korak 2, kjer naj bi prevzeli tudi Ethereum network. In na to je tukaj korak 3, kjer se bodo pognali oziroma kjer se bodo listali na globalnih menjalnicah. To bo torej uradni WAI zagon. In v tem koraku se bo pognal tudi njihov trading bot. The Meme Games. Ravno nazadnje smo imeli video o temule žetonu, to bodo naši meme junaki, ki bodo sodelovali na neke vrste olimpijskih igrah. Torej, to je meme žeton, ki ima tematiko olimpijskih iger, ki so se ravno kar pognale tudi. Ta projekt je šele na začetku predprodaje, ampak je že zbral skoraj da $300,000 od začrtanih 969,000 v prvem krogu. Zdaj odvisno bo tudi, kaj se bo doseglo prej, ali se bo dosegel tale cilj, ali pa bo prej poteklo teh 4 dni. No in takrat, ko nekaj od tega dvojega poteče, takrat se potem zaključi krog. Trenutno je en MGMES vreden $0,0091, kupi se ga lahko z Ethereumom, USDT-jem kreditno kartico in tukaj je tudi opcija, da se ga kupi z BNB-jem, kar bi bilo morda celo bolj priporočljivo, ker ima Ethereum lahko kar zelo visoke provizije. Tudi ta projekt ima white paper in lepo urejen white paper in pa tudi audit. Kot vedno poudarjam, to dvoje je vedno dobro skrbno prebrati in preučiti. Sploh audit, kjer se spustijo prav v kodo projekta in obelodanijo kakšne šibkosti, če slučajno so notri. No, kaj se bo dogajalo pri temu projektu? V bistvu bo to kot neke vrste igra, kjer boste izbrali svojega junaka in ga dali na tekmo. In če bo vaš junak zmagal, vaš meme junak, če bo zmagal, boste deležni dodatnih nagrad. Tukaj recimo vidimo, imamo več junakov na voljo, Doge, zelo znani meme, potem Pepe, tudi zelo znan meme, na to imamo Bread, Turbo, WIF, potem so tukaj naprej po strani še bolj detaljne informacije o samem projektu in tudi o samih karakterih oziroma junakih.
Vsekakor bi vam priporočal tudi, da si ogledate prejšnji video, kjer je več informacij, če vas slučajno zanima. Seveda, za dodatne informacije pa se jim je pametno pridružiti tudi tukaj na Telegramu in na X-u oziroma na bivšem Twitterju. Tudi če imate morda kakšno vprašanje za podporo, tukaj pravijo, da je najboljše, da se pridružite njihovemu Telegram kanalu, ampak kot ponavadi ponavljam, tam je treba zelo paziti, s kom se ima kontakt. In smo že pri naslednjem kriptomim projektu, to je Pepe Unchained. Tega smo že tudi večkrat obravnavali na tem kanalu. To bo na nek način boljši Pepe. Njegova kratica je Pepu. To bo v bistvu prvi Layer 2 meme coin. Omogočal bo najnižje transakcijske provizije, precej večji volumen bo omogočal, naj bi bil 100krat hitrejši kot Ethereum. In imel bo tudi svoj Block Explorer. Do konca tega kroga, tega trenutnega kroga, imamo samo še en dan ali pa cilj 5 milijonov 930 tisoč. No, do zdaj so zbrali že kar 5 milijonov 706 tisoč, kar je kar precej. En Pepu žeton je trenutno vreden 0,0869996 dolarja. Kupi se ga lahko z Ethereumom, USDT-jem, kreditno kartico, imate pa tudi opcijo z BNB-jem, ampak potem se ga ne da stakati. Zdaj, kar se tiče stakinga, je tudi dobro razmisliti, če se staka ta žeton ali ne, ker marsikdo ga ne bo stakal in bo prodal ob prvi priložnosti. Tukaj imate tudi token audits, imajo kar 2 audita narejena, eden je od CoinSult in ta drugi je od Solid Proof in obe dva bi vsekakor priporočal, da si skrbno preberete. In na koncu imamo še PlayDoge, to bo kot nekako Tamagotchi Shiba Inu igrica, če se lahko tako izrazim. Sej se vsi spomnite Tamagotchijev na koncu 90-ih, a ne? No, ta projekt bo poskušal to evforijo, takratno evforijo, podoživeti. Kot sem že omenil, to bo igrica, kjer boste dobili svojega ljubljenčka, Shiba Inu, ki ga bo treba hraniti, skrbeti za njega, peljati ven in podobno. Tukaj zgoraj imajo povezave na white paper in na audit, obe dva si je treba res skrbno prebrati. Do konca tega kroga je še 1 dan in 20 ur ali pa cilj tega kroga 6 milijonov 476 tisoč. Zbrali pa so že v tem kratkem času 5 milijonov 864 tisoč dolarjev. En play žeton je trenutno vreden 0,00523 dolarja. Kupi se ga lahko z Ethereumom, USDT-jem ali kreditno kartico, je pa tudi opcija z BNB-jem, kar bi morda vsekakor bilo tudi bolj priporočljivo glede na višje provizije na Ethereum omrežju. Dajmo si pogledati, če imajo morda še kaj novega na strani. Torej, kot sem rekel, to bo mobilna igrica, ki kombinira Tamagotchi in kripto. Inspiracija seveda prihaja z Tamagotchija na koncu 90-ih, od te evforije, ki smo jo imeli. In v bistvu boste tudi z igranjem te igrice služili nove žetone. To bo torej sistem Play to Earn. Vidimo še malček naprej, tukaj imajo še roadmap, tukaj so še dodatno obrazložili svoje prednosti, to je torej Play to Earn, pa nagrade bodo imeli. Tokenomics smo tudi že dali skozi v takratnem videu. Kako kupiti sem vam tudi že obrazložil zgoraj pri headerju spletne strani in tukaj so še pogosta vprašanja. Zdaj, najbolj pogosto vprašanje je, kako se lahko kontaktira podporo, če gre slučajno kaj narobe. Tukaj pravijo, da se morate pridružiti Telegram skupini in tam pošljete sporočilo, ampak
Ponavljam, ponovno je treba paziti. Paziti je treba, kdo vas kontaktira tam, ker se lahko precejkrat najdejo goljufi, ki se izdajajo za support, ampak imajo precej drugačne namene. In seveda ponovno opozorilo, tukaj se gre za mincoine, povrh tega so to še ICO-ji, kar pomeni, da se gre za vlaganje na podlagi ideje, kar dela te investicije izjemno rizične. Zato se v take stvari vlaga samo tisto, kar si pripravljen izgubiti. Torej, drobiž in nič več. Rad bi se zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki podpirajo ta kanal. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In seveda, v zameno za podporo dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. S prvim paketom do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne pokrivamo samo kriptotrga, ampak tudi delniški in trg žlahtnih kovin. Z drugim paketom višje, pa dobite dostop tudi do moje Discord skupine. Tam še bolj podrobno spremljamo kripto in tudi na manjših časovnih intervalih. Poleg tega pa imajo patroni tudi popust na moji spletni trgovini, kjer se je zdaj že nabralo kar nekaj indikatorjev. Vse, kar so do časa nakupa vložili preko Patreona, lahko uporabijo kot dobroimetje in tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabiti obiskati. Kot sem že povedal, tam je že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, ki je skupek več indikatorjev, tudi naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje na svečkah, MFI, ki se prikazuje na svečkah in tudi ARI. To je indikator, ki je zrastel čisto na moji ideji in prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar, ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. To je v bistvu kot neke vrste mapa, kjer vidite, kam gre denar. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o tem projektu. Kar napišite spodaj pod komentarji in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. Obeta se ogromno novih videov, na kriptotrgu imamo končno neko dogajanje, tako da bomo to vsekakor spremljali. Poleg tega bomo razkrivali tudi nove projekte v sodelovanju s cryptonews.com. In zato, da kakšnega videa ne boste zamudili, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. In to, čim ga naložim gor. No, zaenkrat bo to vse, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.